Vlada se je danes ponovno seznanila s problemom višine nagrad članov nadzornih svetov in uprav gospodarskih družb in pregledala uresničevanje sklepov, s katerimi je omejila višine nagrad v družbah, ki so v večinski lasti Republike Slovenije. Vlada je ugotovila, da te odločitve ponekod še niso ustrezno izpeljane. Zato je vlada sklenila, da bo te sklepe izpeljala dosledno, če ne bo šlo drugače, tudi preko skupščin družb oziroma spremembo aktov družb, ki urejajo ta vprašanja. V družbah, v katerih država ni večinski lastnik, seveda njena stališča ostajajo na ravni resnih priporočil. Vlada je že pripravila ustrezno spremembo zakona o gospodarskih družbah, ki bo v bodoče odpravila možnost udeležbe članov nadzornih svetov pri dobičku ter omejila možnosti nesorazmernih nagrad članov uprav in nadzornih svetov gospodarskih družb. V zvezi s tem pomembnim vprašanjem, ki danes zadeva vprašanje poslovne etike v vsem modernem svetu, tudi pri nas je sprejela dva sklepa. Člane nadzornih svetov v družbah v večinski lasti Republike Slovenije, ki sklepov ne upoštevajo, bo vlada preko skupščin teh družb razrešila oziroma jih bo odpoklicala. Naloga oziroma pristojnost ministrov je, da v skladu s sklepi vlade spremljajo nagrajevanje nagrad uprav stališči vlade in vladi predlagajo ukrepe, tudi odpoklic nadzornikov, v primerih, ko bo to potrebno. V družbah, katerim država v razmerah finančne krize pomaga s poroštvi, posojili in na podoben način, bo vlada takšne pomoči dosledno pogojevala za znižanjem nagrad uprav na raven, kot jo je določila s svojimi sklepi. In drugič, danes smo se odločili, da Ministrstvo za gospodarstvo dobi nalogo, da poslej pripravi tudi normativen akt, ki bo na zakonodajni ravni urejal ta vprašanja, ki smo jih doslej urejali z sklepi vlade in priporočili. Zakaj smo se tako odločili? Zato, ker sem nekaj pomembnega, vsaj tako mislim, dejal včeraj in bom danes ponovil. V času te krize se bodo pomembno spreminjala nekatera razmerja. Ker kot rečeno, nimamo pravka samo s finančno, gospodarsko in socialno dimenzijo krize, ampak tudi z krizo etike, zlasti poslovne etike. Če bomo hoteli, in vlada bo temu odločno predana, urediti nekatera vprašanja, bomo morali preko socialnega dialoga priti do novih razmerij, ki bodo družbeno sprejemljiva. To, kar se zdaj dogaja, torej ne sme biti samo za čas krize, ampak tudi za čas po krizi. Če hočemo doseči soglasje, da smo vsi v istem čolnu in da vsi veslamo v isto smer, potem moramo to povedati, da bo veljala taka praksa tudi potem, ko bomo išli iz krize. Torej, ta teza, da smo vsi na istem čolnu, ta čoln postaja podmornica, če bomo rasli negativno, da smo vsi odgovorni in da moramo vsi prispevati, je tudi neka fraza, ki enostavno ne odraža resničnost. Tako da, kakšne posebne koordinacije ni, meni osebno tudi preseneča, da Vladni svet za gospodarski razvoj, kjer je veliko število sposobnih, pametnih ekonomistov, tako praktikov kot teoretikov, na nek način ne funkcionira. Ta teden so imeli še svojo drugo sejo. Kljub temu, da bi ta situacija najbrž zahtevala bolj pogosto, če ne tedensko sestajanje. Jaz vem, da predsednik vlade nima časa še za sklicevanje tega organa, kar pomeni, da je popolnoma zgrešeno, da on sam vodi ta svet. V boljših časih, kot se zdaj temu pravi, se je strateški svet za gospodarski razvoj, ki ga nisem vodil jaz kot predsednik vlade, sestaja uredno vsak mesec.
in tudi obravnaval stvari, ki so bile pač aktualne. Iz tega se ni delal noben poseben PR ali cirkus, vendar je stvar delovala. Zdaj to gre zgolj za neko PR-ovsko pojavljanje in še to redko. Torej, dve seji Strateškega sveta za gospodarski razvoj v času gospodarske krize v 4 oziroma 5 mesecih je premalo. Danes zlasti ljudje, ki imamo več politične in gospodarske moči, tukaj mislim zlasti na delodajalce, kličajo zaposlene k temu, da so razumni v svojih zahtevah glede višine plač. Do neke mere je to povsem ustrezen poziv v času te krize. Vendar, ko bo te krize konec, naj delodajalci in tisti, ki opravljamo pomembne funkcije v politiki, nimamo skušnjave, da bi se vrnili nazaj v stare, velike in družbeno nesprejemljive razlike. Zato bomo to vprašanje regulirali tudi na zakonodajni ravni in s tem postavili pravila, ki ne veljajo samo za čas krize, ampak tudi za čas po krizi. Če smo v istem čovnu in moramo veslati skupaj skozi čas krize, moramo v istem čovnu ostati tudi po času krize. Če teh pravil ne bomo uspeli uveljaviti, ne bomo uspeli prepričati tistih, ki danes živijo z nižjimi dohodki, tistih, ki so danes socialno bolj ogroženi, tistim, ki grozi, da zgubijo službe, da upoštevajo nekatere poslabšane makroekonomske kazalce in da prisluhnejo pobudi delodajalcev ali vlade za socialni dialog. Ker verjamem, da bom deležen vprašanja v zvezi z javnimi razpisi in za stališčem vlade v zvezi s tem, bi rad predstavil sklep, ki smo ga danes sprejeli po temeljiti izmenjavi mnenj o tem, kaj je prav in kaj ni prav, ko gre za izbiro ljudi, ki opravljajo svojo vlogo v imenu Republike Slovenije. Zlasti tukaj mislim na ljudi, ki to delajo na gospodarskem področju. Mi smo danes, oziroma že pred časom najprej ne povem, mislim, da je bilo to 22. januarja, sprejeli sklep, katerih namen je bil oblikovati enoten pristop pri predčasnih zamenjavah, ki morajo biti utemeljene na nepravilnostih ugotovljenih za revizijo poslovanja. Ker se želi povečati transparentnost imenovanja uprav podjetij v državni lasti, se predvideva prilagoditev ustanovitvenih aktov, ki bo ustvarila podlago za imenovanje uprav na podlagi javnega razpisa. Danes smo sprejeli dopolnjen sklep. Predlog spremembe sklepa določa, da se izjemoma lahko uporabi tudi drug primeren način, kot je bilo sedaj mogoče. Doslej je bilo mogoče, da so se nadzorni svet odločili ali za javni razpis ali za primer dobre prakse. Uveljavi tudi ta pot skladna za dobro prakso, ki pa se lahko uporabi zgolj ob predhodnem soglasju vlade. To ne odvzema pristojnosti nadzornim svetom. Torej, če povem še enkrat, doslej sta bili dve alternativi in nadzorni svet tudi v primeru odločitve za imenovanje generalnega direktorja Slovenskih železnic, pot javnega razpisa in pot uporabe dobre prakse. Mi smo ugotovili, da v tem primeru nadzorni svet ni kršil pravil, pač pa se je poslužil pravila, ki je doslej bilo ekvivalentno vabilu javnega razpisa, poslej pa ne bo več tako. Danes smo se odločili, da so dolžni najprej in predvsem sprejeti odločitev za javni razpis, če pa bodo menili, da okoliščine zahtevajo, da se poslužijo dobre prakse, morajo predtem dobiti soglasje vlade. To sta dva pomembna sklepa, ki smo jih danes sprejeli, poleg ostalih, ki so bili že predstavljeni strani mojih kolegov in kolegic in sedaj vas bom vprašal, ali imate še drugo vprašanje.